Po mestnih ulicah Slovenske Bistrice je preteklo soboto potekala otroška pustna povorka, na kateri so sodelovali otroci druge osnovne šole Slovenska Bistrica, osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in vrtca Blaže Nežica, Košutin sprevod Spokoš, Frajhamska godbana pihala, Kut gasilske godbena pihala Spodnja Poskava in godbana pihala Kut Janko Živko Bolčane. Tradicionalno povorko je organiziral Rit Slovenska Bistrica v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica. Tradicija maskiranja, tradicija pustovanja v Slovenski Bistrici, poleg povork seveda so potekali tudi razni pustni plesi, je na našem bistriškem koncu že pestra in znana. No, takole pa pričnimo kar s predstavitvijo pustnih mask. In kot boste videli, takoj za gasilskim vozilom PGD Slovenska Bistrica prihaja maska, oziroma se je pridružila maskam tudi Frida, Miška Frida. Iz Fridine mišnice prihajajo in ne samo Frida, ampak tudi Ježek Rudi, ki sta seboj pripeljala nekaj pravljičnih likov in seveda povabila tudi vse ostale, da so se jim pridružili. Takoj za njimi pa godba Napihala kulturno-umetniškega društva Janko Živko Bolčane. Tako iz sosednje občine tudi so prišli, zmeraj se udeležijo te naše pustne povorke tukaj v Slovenski Bistrici in glasna godba, torej iz Poljčan, letos prav tako z nami. No, kar pomahajmo jim! Frida, Rudi! In takoj za njimi seveda godba, ki pa sedaj seveda ne more mahati, ker že ima svoje delo. No, potem pa so že tukaj tudi otroci vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in iz enote Ciciban prihajajo najprej Polški, to je oddelek. Otroci stari 1 ali 2 leti, starši, takole so zapisali: ste videli polža, kako leze počasi, na hrbtu svojo hiško ima, povsod počuti se kot doma. Za njimi pa pikapolonice male rdeče, 2 in 3 leta so stari. Mi smo pikapolonice male rdeče, prinašamo vam veselje in obilo sreče. Na vrtovih in cvetovih dom je naš, rodovitnost in želje dar je vaš. 7 pik na sebi imamo in prav toliko poljubčkov vam damo. Tako za njimi pa že muce copatarice in to so otroci, ki so stari 3 ali 4 leta, prav tako s svojimi starši so prišli. Takole so zapisali: muca copatarica je k nam prišla, zaželela si je, da bi vsaj enkrat v življenju šla v pustno povorko in se sprehodila še z drugimi maškarami po mestu. Zato so se odločili, da jo spremljamo v povorki. Kako? Ja, kot muce copatarice seveda. No in že razigrani backi, malce počakajte backi, to pa so otroci, ki so stari 3 ali 5 let, smo razigrani backi z mehkimi kožuščki, ker smo še majhni, so z nami tudi veliki backi, mamice, ati, vzgojiteljici Kristina in Maja, ki skrbno pazijo na nas. Radi se igramo, telovadimo in smo dobre volje. Pomahajmo backom! Ja, in seveda so tukaj še veseli klovni, veseli klovn Brin se nam je tudi pridružil. In za njimi že prihajajo meduze, 4 in 5 let so stari, a to pa so že malce večji in so danes tudi brez staršev tukaj. Le kdo si upa pod naš klobuk, so zapisali. Predstavlja se vam družina meduz s pisanimi klobuki in še bolj pisanimi lovkami, ožigalkami. Naše ožigalke ob dotiku le prijetno požgečkajo, so še zapisali. No, kar poskusite, takole pa se jih dotaknite, ne bodo vas ožgale. In tu je že Zmajevo kraljestvo, oddelek 4 ali 6 let. Kralj in kraljica s svojimi princeskami pogumno stopata na pot in s pomočjo vitezov rešujeta Zmajevo kraljestvo iz hladnega objema babice Zime. Bravo, Zmajevo kraljestvo, pomahajmo tudi njim. Zmajčku, poglejte, kako vam maha.
Čestitke! No in za njimi že prihaja čudoviti svet Harryja Potterja, kar 2 oddelka z vzgojiteljicami. Otroci so stari 5 do 6 let in tako so zapisali, letos smo se odločili, da bomo z otroki raziskovali čudovit čarovniški svet literarnega lika Harryja Potterja. Predstavljamo različne like iz knjižnih uspešnic, učence čarovnike, učenke čarovnice, sove in učitelje iz slavne čarovniške šole, Bradavičarke. Pomahajmo jim! Harryjem in vsem ostalim likom, ki so se nam pridružili v tej pustni maski. Takoj za njimi pa seveda prav tako iz vrtca Otona Župančiča, iz sosednje Zgornje Polskave, enota Zgornja Polskava. 4 do 6 let so stari, danes so prišli sem starši, predstavljajo pa... A boste uganili? Takole so zapisali, v meni veliko rastlin in živali živi. Jaz sem vaša pljuča. V meni se tudi kakšna pravljica rodi. Ste že ugotovili, kdo sem jaz? Mi vsi? Gozd, tako je, bravo! In poglejte jih, gozd z vsemi gobicami, drevesi in vsem, kar še najdemo v gozdu, vsemi živalicami, so prav tako z nami. No in tu je že enota Marinškov dom, ki danes predstavlja barvice. 1 leto, 2 leti, pa 3, pa 4, skratka 3 oddelki. Starši so danes tukaj in takole so zapisali. Smo barvice vesele, v pisani mavrici živele. Zdaj prihajamo med vas, da odženemo ta zimski čas. Ja, barvice, lepo ste danes pobarvali tudi tole našo povorko. Lep pozdrav tudi vam. Tamle pa že nekaj zadišalo po okusni hrani. Le zakaj? Smo s Keblja prispeli. Kuharčki veseli, seveda, zato pa diši po okusni hrani. Predpasniki vam povedo, kaj naši prstki kuhajo. No, le dobro si oglejte predpasnike, sicer pa so to otroci stari 1, 2 ali 3 leta, pa tudi 3, 4, 5 ali 6 let in prišli so starši iz Keblja. Tako lepo pozdravljeni tudi kuharčki iz Keblja. In za njimi že prihaja ozka ulica. Ja, seveda, poglejte jih tako cvetoči, pisani, črno-rumeni, zagotovo že veste, koga predstavljajo. Ja, prve so seveda čebelice igrive, oddelek otrok, starih 2 ali 3 leta. Torej, čebelice igrive včasih malo nagajive. Rade se igramo, rajamo in pojemo. V vrtecu vsak dan odbrenčimo in s prijatelji se veselimo. Lep pozdrav, čebelice! In za njimi že čebelarji. 2 ali do 4 leta so stari, prav tako starši so danes tukaj. V naši skupini imamo zelo radi med in medene izdelke, so zapisali. Zato smo se odločili, da bomo letos čebelarji. Vreme bodi nam naklonjeno, da bodo travniki polni rožic, na katerih bodo naše čebelice lahko nabirale cvetni prah in iz njega izdelale sladek med. Ja, lep pozdrav, čebelarji, tudi vam in hvala vam za ta sladek med, ki nam ga potem prav tako ponudite. No in za njimi seveda cvetoč travnik, to, kar so si seveda čebelarji in čebelice želele. 3 do 5 let so stari. Ker čebelice obožujejo cvetoče travnike, smo mi na njih posadili najrazličnejše cvetlice, so zapisali. Pridite, čebelice, cvetni prah v cvetlicah vas čaka, iz katerega boste lahko ustvarile v čebeljaku slasten med. In še čebelja družina, 5 do 6 let. Smo čebelja družina, ki jo sestavljamo čebele, delavke, troti in matice. Naša marljivost je občudovanja vredno, saj vprašujemo rastline, v panj pa primešamo medičino, mano, cvetni prah, propolis in vodo. Ja, čebelice, tako smo jim že pomahali. In seveda je z nami le kdo. Poznate Jelena Janija iz mesteca Vetrnik? Ne? No, potem si jutri poglejte Živ žav. Ali pa Jelena spoznajte kar sedaj na električni rolki, ga danes enostavno ne morete zgrešiti. Jelen Jani, risani superjunak, ki prihaja iz vrtca Blaže in Nežice iz Slovenske Bistrice. Danes
Jelenjani varuje naše mesto, v katerem kljub razlikam sobivajo številni sosedje. Vase zagleda naslonja županja Tanja, čemerni mački Kristina in Martina, nerodna veverička Katja, mišja detektivka Urška, zajčica Katja in drugi Janijevi prijatelji. Lep pozdrav, pomahajmo jim. Takole združeni v enotno masko. Super Jelenjani s prijatelji iz vrtca Blaže in Nežica iz Slovenske Bistrice in seveda so tudi z njimi njihovi starši, poleg vzgojiteljic, ki so prav tako z njimi. In seveda je že tukaj godba napihala, spodnja Polskava, brez katere si prav tako ne znamo predstavljati naše pustne povorke. Poglejte jih, kako lepo so se opremili. Tudi tokrat in poskrbeli, da je naša povorka tukaj tudi glasna. Počakajte še malce, tam, ja. In za njimi seveda že osnovna šola pohorskega odreda. Takole smo že malce zrastli, ja. Iz vrtca smo se že preselili v razrede in takole so zapisali: zvezdic polno je nebo, sijejo po dnevi in po noči, njihove spremljevalke so lunice, ki bdijo nad njimi. Predstavljajo se otroci prvih razredov osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica in njihove učiteljice. Lep pozdrav tudi vam. Zdaj pa le lahko nadaljujete seveda zvezdice in lunice. In tako tudi otvarjate vaš del povorke, torej ki jo sestavljate učenci in učenke, učitelji, učiteljice in vsi ostali spremljevalci osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Aha, sedaj pa naslednje. Mi gremo pa na morje se plavat naučit, so zapisali. A greste z nami? Ja, vabijo vas seveda otroci drugega A, C in D razreda. Ja, kaj pa B? No, oni pa so ostali kar v domači mlaki. Tam je prijetno in varno, igrajo se in se pogovarjajo, rega, kvak. No, tule smo jih že ujeli in seveda takoj za njimi vse tiste morske živali iz drugih razredov, ki jih srečamo. Čez nekaj mesecev jih bomo srečali. Ja, tako zdaj se jih le dobro oglejte. Čez nekaj mesecev pa čisto zares tudi na morju. In naslednji so zapisali tako: če želite dobro kosilo, so tu kuharji iz 3. B razreda. Otroci 3. A in 3. C pa se igrajo igrico Ugani kdo. Ja, njim ni igre nikoli dovolj. No, danes je dovoljeno prav vse. Pomahajmo jim. No, in tule so že torej tudi kuharčki, seveda, o kateri smo govorili, iz 3. B razreda. Pred njimi pa so bili 3. A in 3. C razred, ki je seveda igral igrico Ugani kdo. Ja, tako, sedaj pa že prihajamo do druge triade. To so bili tisti najmlajši iz osnovne šole, sedaj pa druga triada. 4. A in C imajo radi muce, ja, še posebej črne. Te imajo magično moč. Učenci 4. B pa so ekofrajerji. A veste, kaj je to? No, oglejte si jih. Četrti razredi torej. Aha, vem, da se radi igrate s telefoni, kar nekaj sem jih danes videla tudi že v vaših rokah. Imate jih torej v rokah, kadar je potrebno in ko to ni potrebno. Pišete sporočila in pozabljate na domačo nalogo. Sporočila pa seveda opremljate z emoji in zdaj so tukaj veseli, žalostni, dolgočasni, nasmejani, tudi v maskah 5. A razreda. Lep pozdrav tudi vam! Seveda tudi takšni, ki radi objemajo, poglejte si jih.
No, in tule so že prometni znaki. Promet, ki je danes v našem mestu izredno zapletena zadeva, urejajo prometni znaki iz 5C razreda. Pomahajmo tudi prometnim znakom. No, sicer pa povorka se je že obrnila in si lahko ogledate tudi že z druge smeri, tako da si jo bodo lahko tudi otroci pogledali še enkrat. Naši povorki pa so se priključili tudi športniki vseh disciplin. Z njimi so, kar počakajte malo športniki, z njimi so navijačice in navijači, ki so pomemben člen v športu vseh vrst. Zelo so ponosni na naše košarkarje, nogometaše, smučarje, skakalce. V povorki nastopajo nogometaši in njihove navijačice iz 5B, smučarji iz 6B, košarkarji in navijačice iz 6D in 7C, pa tudi športniki v pižamah iz 6C. Oni verjetno spremljajo šport bolj po noči pod odejo. No, tako športniki, sedaj pa kar pogumno in takole v tekmovalnem duhu, kot tudi sicer naprej. Poglejmo še v nebo s tretjo triado. Ja, vesolje in vse, kar najdemo tam, predstavljajo liki iz 7B. Poglejte, vesolje, pa tudi astronauti so z njimi. Radi gledate filme? Ja, seveda radi gledate filme. 6A in 8B so se danes spremenili v priljubljene filmske igralke in igralce. Ja, kaj pa risanke? No, z njimi smo seveda rasli in se zabavali vsi. In junake iz risank predstavljajo učenci iz 8D razreda. Tako da filmski in risani junaki, lep pozdrav tudi vam! Jaz sem ti in ti sem jaz. Kaj je to? Fantje iz 8C so sklenili, da ne bodo več fantje, ampak dekleta. In dekleta so rekla, me pa bomo fantje. In je volk sit in koza cela. Pa še nekdo se je primešal tamle med pustne maske. Le poglejte, takole na varnem skrita, bdi, da poteka vse, kot je prav seveda. Nadja, lep pozdrav tudi tebi, smo te spoznali. Ja, lep pozdrav torej vsem in seveda tudi mornarčki prihajajo iz 9C. Peljali nas bodo na morje in seveda otroke iz drugih razredov peljajo na morje, ki bi se radi naučili plavati. Kako lepo, kako prijazno od vas, to so seveda pravi kavalirji. Pomahajmo tudi mornarčkom. In zdaj smo že pri kriminalu. Zelo nevarna tema. Zamižite na eno oko. Prihajajo roparji in policajka. Ena sama iz 8A. Ja, le kako jih bo obvladala? Pomagali bodo seveda tajni agentje iz 9A razreda. Policisti iz 9D imajo delo z zaporniki. Ni da ni. Maske iz 9B pa so dolgo v noč gledali kriminalke in zdaj so zaspanje in jih tlači mora. Jutri seveda ne bodo mogli sodelovati pri pouku oziroma v ponedeljek. Ja, škoda, so rekli, da tako rade hodijo v šolo in pridno sodelujejo. No in tukaj že je naša najstarejša godba. Najstarejša godba tudi na Slovenskem, Freihheimska godba na Bihala, ki prihaja visoko s Pohorja, kulturno-umetniško društvo Freihheimska godba. In visoko na Pohorju, vidite, je tudi tako glasno, tudi oni poskrbijo. In že je tu druga osnovna šola, tako malce še počakajte, najprej so tu 1A in 4B razred, ki predstavljajo muce. V Mačjem kraljestvu se prebivalci radi poigravajo s kužki, lovijo sončne žarke in presenečajo lastnike z elegantnimi skoki na okenske police. A najraje se mladi mucki za žogo zapodijo, njih mične gospodične pa čedne tačke v zrak za svoje junake držijo. Skupaj skačajo po travi, kot da poslušajo najnovejši mačji hit in na kavču sladko spijo, ko je trebušček sit. Lep pozdrav tudi vam! In tukaj so že miške iz 2B.
Z vami so simpatične, dobro rejene miške, vesele in razigrane, s svojimi ljubkimi, majhnimi mišjimi noski in puhastimi uhlji. Za piko na i pa prikupni repek poskrbi. Njihove male tačke strumno korakajo in ponosno prenašajo svoje slastno, polno mastno kosilo. Pikapolonce počakajte še, tako da brez skrbi, kakšna zadovoljna miška vam nikoli nič ne naredi. Pikapolonice, malce se ustavite. Ja, iz drugega A in drugega B so tukaj z nami. Pika, poka, vse vesele smo na sprehod pohitele. Svoja krila vsa razprle, v Slovensko Bistrico poletele. Zdaj smo tukaj, se smejimo, z vami pusta se veselimo. Ja, tako hitro ste letele tukaj mimo, no sedaj pa kar odletite tja, kamor vas pot nese. In še pomahajmo drug drugemu. Za njimi pa iz 3. A razreda pande. Z Kitajske v svet smo se podale, da bi še druge dežele raziskale. V Sloveniji za nas je pravi raj, saj je pravi živalski direndaj. Danes krofi se sladkamo, čeprav najraje bambus imamo. Lep pozdrav, pandice, tudi vam. In poglejte te čudovite meduze iz 3. B. Imenitne pisane klobuke imajo, iz njih jim lovke veselo bingljajo. V morju se jih vsi bojijo, ker srečanje z njimi zelo bolijo. Danes pred njimi ne rabite bežati, saj so prišle vas le nasmejati in zimo mrzlo čim prej odgnati. In za njimi že iz 4. A razreda metulji in netopirji. Počakajte tule malce, da vas predstavim. Zdravo! Na današnji pustni dan, ko se veselje in norčavost prepletata, so se odločili netopirji in metulji, da bodo združili svoje nenavadne moči in ustvarili nepozabno doživetje. Netopirji z izrazitimi krili in črnimi kostumi ter metulji s pisanimi barvami in živahnimi vzorci kraljujejo na pustnem rajanju. Njihova pustna šema se naj vtisne v spomin kot nepozabna zgodba o nenavadnem prijateljstvu, ki razveseljuje in navdušuje v duhu pusta. Počakajte malce, pingvini, iz 4. C in 5. A. Mi pingvini smo, veselo skačemo. Fino se imamo in radi se smehljamo. Po snegu in ledu se valjamo, pred soncem pa se skrivamo. Ker prevroče nam je pri vas, teto zimo vzeli smo med nas. V 4. C se sedaj pridno učimo, da z novim znanjem na Antarktiko nazaj odhitimo. Poglejte, kdo pa je to? Sijoča krila kot dragulj, v pustni noči poleti kot metulj. Njegova peresa so kot zakladi, ki odprli bi se radi, polni kristalov, zelenih, modrih in ljubezni polnih. Pavi iz 5. B, lep pozdrav tudi vam. In tukaj so že 6. A razred, kar malce počakajte. 6. A in B, ki predstavljajo le koga? Ali veste, kdo je to? Brez vrvi, celo brez rok spleta mreže krog in krog. V njih čepi ves miren tok, kdo je mojster dolgonog? A veste? Ja, seveda, pajek. Poglejte, kako čudovite mreže so spletli pajki iz 6. A in 6. B razreda. In tu je že 7. razred, ovčke seveda, črno-bele in vesele. Volkov se ne bojijo, saj vedno skupaj držijo. Smo puhaste, ne muhaste, skupaj zmagujemo in ne obupujemo. Danes po Bistrici beketamo, da vam veselje damo. Skočimo sem, skočimo tja in zima je že odšla. In tukaj so 7. B, meduze. Kar počakajte malce. Dolge lovke, mehka glava, po globinah morskih plava. Brez plavuti, brez kosti, ribice lovi. Le kdo smo mi? Ja, hobotnice so, ne meduze, hobotnice iz 7. B. Naše lovke so debele, me pa vedno smo vesele. Igrive, razigrane po morju se podimo in ribicam sledimo. Želve so še bile iz 7. C, pa tule so že pujsi iz 9. A in 9. B, inteligentni prašički, srečni dobički, blatnih luž se ne veselimo, se raje v šoli učimo. Najboljši smo mi, ko po krofih zadiši, pozabimo na vsa pravila in zaplešemo na poskočna besedila. Ja, vmes pa so bile še pomešane želve iz 7. C, pa dalmatinci iz 8. B in skoraj smo jih nekako izgubili. No in tukaj pa že prihaja ena prav posebna maska. To je maska košuta rubi. Pustni običaj s košuto rubi je na Pokošah tradicija že več kot 150 let.
Izvor Pokoške košute sega v tista daljna leta, ko se je Napoleonova vojska po porazu v Rusiji preko naših krajev vračala v Francijo. Da bi izčrpana vojska na poti proti domovini preživela, je prodajala razne stvari, tudi najdragocenejše, to je konje. In tako bi naj neki kmet na Pokošah takega konja tudi kupil. Ime mu naj bi bilo Rubi ali Rabi in temu kmetu je prinašal srečo. Zakaj in kdaj je iz konja Rubi nastala košuta, pa ni znano. No, naš Rubi, ki ga vidimo, ima na gobčku ježevo kožo, s katero na pustni povorki preganja vse tiste, ki niso maskirani. Tako da se jih le bojte oziroma se ga bojte Rubija. Košutin sprevod tvorijo torej košuta Rubi, ki jo nosi košutonosec, komandant, gospodar in gospodinja, hlapec, košonosec, pometaš, maske. In skratka, sprevod obvezno spremlja tudi glasba. Mislim, da so že tukaj, tako Rubi si vas je malce privoščila, glasba pa seveda s harmoniko, kitaro in še kaj, kakšen inštrumenti imajo tudi tukaj. Tako da košuta, Rubi, vam pomahamo, kar nadaljujte, kar pridružite se povor. Aha. In še nekaj posameznih mas, ki se je danes pridružilo povorki. Lep pozdrav tudi vam. Evo, enota Sonček, bravo, kar nekaj jih je danes tukaj. Ja, kot rečeno, več kot 2000 različnih udeležencev med vrtci, šolami, godbami napihala, vsemi spremljevalci, ki so danes tukaj in še zmeraj seveda preganjajo zimo.